Živi nas i narodi, ki krepeni dočakanja, da kole sonce budi, prepiri svita Bog pred nam. Daroja, Hristos, rozpostak nebrakle sosed momenjak. Daroja, Hristos, rozpostak nebrakle sosed nebrakle sosed momenjak. In spet sem vitki vrč za Božjo kri, spet kopljem zemljo kot nekdanje čase, življenje s polnimi cvetovi rase, po nižnih bosih nog se prst drži. Noč soncu, romarju se ne mudi in mojo malo čredo bregu pase, ki z mirnimi očmi z lučjo igra se. Vsak žarek mojem srcu se medi. Ne bom se vrnil še v naročje koč, dokler še kolesnice zrem med poljem, zdaj ob žerjavici sedim pojoč. Se v belem dimu zibljejo kotanje, s pobožno pesmijo kot zlatim oljem, prsteno grlo močijo mi sanje. In spet sem vitki vrč za Božjo kri. Z besedami pesnika Balantiča pozdravljamo vse vas, spoštovani gostje, gospod veliki kancler Teološke fakultete, ljubljanski nadškof, metropolit Monsignor Stanislav Zore, spoštovana prorektorica Univerze v Ljubljani, profesorica dr. Branka Kalenić Ramšak, spoštovani apostolski nunci Julijuš Januš, spoštovani gospodje škofje in ostali visoki gostje, cenjene predavateljice in predavatelji naše fakultete, uslužbenci, diplomantke in diplomanti, študentke in študenti, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na Tomaževi proslavi 2018. Z uvodno državno himno in pesmijo Gaudeamus igitur
ki jo je zapel mešani pevski zbor študentov Teološke fakultete pod vodstvom dr. Cecilije Oblonšek, smo začeli slavnostno akademijo o podelitvi zaključnih listin našim študentkam in študentom. Na oder vabim dekana Teološke fakultete, rednega profesorja dr. Roberta Petkovška za pozdravne besede. Spoštovani visoki gostje, spoštovani sodelavci in sodelavke Teološke fakultete, dragi študenti in študentke, zlasti današnji prvi slavljenci in slavljenke, diplomantke in diplomanti naše ustanove. Naj se najprej ustavim pri vas in vam čestitam k dnevu, ko iz študijskih klopi odhajate v svet, da bi ga spreminjali, da bi ga bogatili, ga delali bolj človeškega in odrešenega. Kaj bi bil naš svet, se sprašuje Jan Asman, brez svetišč, božjepotnih cerkva ali svetih spisov, ki govorijo o tem, kako je Bog svet ustvarjal, da bi rastel v lepoti, o tem, kako je iz egiptovske sužnosti odrešil svoje ljudstvo, o tem, kako se je egiptovski Jožef skrivaj zjokal, ko je zopet ugledal svoje brate, ki so ga nekoč prodali. Kako prazen bi bil naš svet, če ne bi nikoli slišali za usmiljenega Samarijana, če ne bi nikoli slišali za očeta, ki na hišnem pragu čaka izgubljenega sina, da dom, ko se bo vrnil domov, ne bo prazen. Iz teh pripovedi je umetnost ustvarila nepresegljive umetniške lepote. Za Bacha in Mozarta je zapisal Karl Barth: nisem prepričan, da angeli, ko jih zalotijo v hvalnici Bogu, igrajo prav Bacha. Prepričan pa sem, da ko so med seboj, igrajo Mozarta in da jim tedaj celo ljubi Bog posebno rad prisluhne. Pomislimo na slikarje, ki so drug za drugim dali vse od sebe, da bi s čopičem pričarali lepoto Božje matere. Kako nečloveški bi bil naš svet, brez teh pripovedi, brez teh zvokov, brez teh podob, bil bi brez srca. Dragi diplomanti in diplomantke, poklicani ste, da to poslanstvo nadaljujete, da pomagate svetu ohranjati srce in orodje, ki ga boste pri tem uporabljali, ste vi sami, vaša oseba, vaš duh, vaša beseda. To ste v teh letih študija na fakulteti brusili in razvijali. V vas bodo ljudje iskali odgovore na življenjska vprašanja, ne na tehniki, ne na naravoslovju, ampak na teh odgovorih stoji prihodnost. Vaša naloga bo svet razlagati in iz njega delati dom za vse ljudi. Ponavljali boste morali zgodbe očeta na hišnem pragu, usmiljenega Samarijana, slikarja, ki je zarisal Marijin obraz, glasbenika, ki v naš svet prinaša nebeške melodije. Najprej pa moramo seveda poslušati drug drugega. Dragi sodelavci in sodelavke Teološke fakultete, to je tudi naš praznik. Svet, ki v njem živimo, je poln razočaranj. Naša naloga pa je, da mu vračamo razloge za upanje, za vero, za ljubezen. Delo na katerem koli od teh področji naše fakultete, v zakonski in družinski terapiji, v religiologiji ali v teologiji, je zato pomemben življenjski izziv. Še več, to delo je čudovito. Dejstvo, da na marsikaterem področju dosegamo odličnost, dokazuje, da delamo to, kar je prav, da je to tisto, po čemer kliče naš čas. Spoštovani visoki gostje, vaša navzočnost tu pa dokazuje našo medsebojno povezanost. V povezovanju je prihodnost. Teološka fakulteta vam stoji ob strani v vaših dobrih prizadevanjih, obenem smo hvaležni za vašo podporo nam. Zahvaljujem se velikemu kanclerju, gospodu nadškofu Stanislavu, za vso skrb, ki jo izkazuje fakulteti. Profesorici, doktorici Branki Kalenić-Ramšak, prorektorici naše univerze, Univerze v Ljubljani, ki nam omogoča živo, tvorno sodelovanje z drugimi znanstvenimi področji. Zahvaljujem se škofom Cerkve na Slovenskem, ki svojo navzočnostjo tu pričate, da je teološki študij skrb nas vseh.
Zahvaljujem se njegovi ekscelenci, monsignorju Juliusu Janušu, apostolskemu nunciju, ki je znamenje vezi z vesoljno cerkvijo in nas povezuje s teološko mislijo po svetu. Zahvaljujem se profesorju dr. Ivanu Lebanu, direktorju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, da bedite nad našo kakovostjo in kakovostjo naših visokošolskih ustanov. Predvsem pa se zahvaljujem našim sorodnim ustanovam, ki se trudimo za iste cilje, Katoliškemu inštitutu in njegovemu rektorju, nadškofu Antonu Stresu, in pa teološkima fakultetoma iz Zagreba in Beograda in njunim predstavnikom, dobrim prijateljem, profesorju dr. Dragomiru Sandu in profesorju dr. Marjanu Cifraku za njunim spremstvom. Jako smo radosni, da smo v poslednje vreme tako dobro razvili našu suradnjo. To je moja hrvaščina in srpščina z Googla. Tako. Veliko veselje je, ko človek čuti, da pri uresničevanju dobrih načrtov, ciljev ni sam. In naj zaključim, naj Gospod vsako dobro delo, ki ga začenjamo, obilno blagoslavlja, nadgrajuje in dopolnjuje. Gospodu dekanu se zahvaljujemo za pozdravne besede. Nagovorili pa nas bodo tudi odlični gostje iz domovine in tujine. K mikrofonu vabim najprej prorektorico Univerze v Ljubljani, profesorico dr. Branko Kalnič Ramšak. Spoštovani ljubljanski nadškof in veliki kancler, monsignor Stanislav Zore, spoštovani dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Robert Petkovšek, spoštovani visoki zbor, drage kolegice in kolegi in seveda drage diplomantke in diplomanti ter študentke in študenti. Prisrčno vas pozdravljam v imenu rektorja, profesorja dr. Igorja Papiča, v svojem imenu ter v imenu celotnega vodstva Univerze v Ljubljani. Podelitev diplom ali magisterijev ob zaključku študija ter podelitev priznanj je zagotovo pomemben dogodek v življenju vsakega posameznika, ki nas nujno prisili, da se za trenutek ustavimo in razmislimo o prehojeni poti ter o načrtih za prihodnost. Znanje mora postati eden osnovnih gradnikov naše družbe, kajti le tako se bomo lahko uspešno kosali z izzivi sodobne, včasih vse preveč razčlovečene sedanjosti. Brez dvoma se vsi zbrani tukaj danes zavedamo osnovne človekove potrebe po razvijanju vedoželjnosti, ki je ne smemo nikoli zatreti. Zato vsem želim, naj vaše znanje tudi v prihodnosti živi, naj raste, naj cveti. Vivat, crescat, floreat. Nikoli pa ne smemo pozabiti, da mora to znanje služiti dobrobiti človeka in da v želji za boljšo materialno eksistenco ne smemo zanemarjati duhovne dimenzije našega bivanja ter humanističnih vrednot. Kako nemenljiva je človeška duhovnost, ki se razteza skozi čas in prostor v življenju, ki ga živimo tu in zdaj, govori tudi znana pesem Edvarda Kozbeka, Molitev, ki vam jo želim danes prebrati. Sem, kar sem bil, in vsakdo me bo mogel pozabiti. In vendar moram reči, sem in bil sem in bom, in zato sem več od pozabljanja, neizmerno več od zanikanja, neskončno več od niča. Vse je večno, kar nastane. Rojstvo je močnejše od smrti, vztrajnejše od obupa in samote.
silnejše od hrupa in greha, slovesnejše od zavrženosti. Nikoli ne bom prenehal biti. Nikoli. Amen. Vsem, ki boste danes prejeli diplome in priznanja v imenu Univerze v Ljubljani, iskreno čestitam in vam želim tudi v prihodnosti veliko uspehov ter osebne sreče. Hvala. Gospa prorektorica se opravičuje, ker ima obveznosti in bo odšla malo prej. Spoštovana prorektorica, prisrčna hvala za spodbudne besede. Veseli pa smo, da se nam pri današnjem praznovanju pridružili tudi gostje iz tujine. Najprej nas bo pozdravil protojerej Stavrofor, profesor dr. Dragomir Sando z Pravoslavne teološke fakultete Univerze v Beogradu. Hvala lepo. Pozdravljam vas sve po hijerarhijskom redu, a dozvolite da ja posebno pozdravim dekana Teološkog fakulteta u Ljubljani, profesore ovoga fakulteta i studente ispred Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Univerziteta u Beogradu, čime drugo do rečima svetog apostola Pavla, blagodat vam i mir od Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Teološki fakulteti poput Ljubljane, Zagreba, Beograda i naših područja svakako su nukleus i u bogoslovskom, i u duhovnom, i u svakom drugom smislu. Zadržavamo pravo da se divimo danas pred uspjesima svih drugih fakulteta koje imamo u svojim okruženjima, ali isto tako nećemo i ne možemo i ne smemo da zaboravimo još davno izrečene reči Bekona Veluramskog, koji je rekao za ovakve institucije da su globus intellectualis. Stoga čestitamo na ovom velikom jubileju kada se podvlači linija uspjeha i rada jednoga fakulteta, znajući da je mnogo uloženo truda i znoja u one koji su diplomirali ili koji su ulažu u nove studente i studentske generacije i ovoga fakulteta. I zato nas podjednako raduje uspjeh kao što će to biti i ove matične kuće. Ne smemo da zaboravimo još jednu dimenziju ovoga fakulteta u jednom zdravom i nacionalnom smislu, a posebno onoga što ga kiti i odvaja od svih drugih institucija, a to su reči koje se mogu na neki način osloniti na današnja dešavanja kada nam se čini da je rod ljudski i civilizacija ljudska umorna od svih vrlinskih dobrota ovoga vremena. I danas lepo na svetoj liturgiji, na misi smo čuli reči evanđelja koje upravo slove za nas, teologe, bogoslove i naš podmladak koji kažu vi ste svetlost svetu ili vi ste so svetu. I tako da se svetli vaša svetlost pred ljudima, da ljudi vide dobra dela tvoja. Dakle, i kad malaksavamo i kad mislimo da polako negdje idemo prizemno nekoj određenoj vrsti sekularizma, ova institucija poput drugih teoloških kuća mora da se izdigne i da svojim primjerom i dostojanstvom i svetošću pokaže druge vrednote, bolje vrednote kao što je to rekao evo upravo danas je otac dekan u svojoj pozdravnoj reči. Mi smo jučer u Pravoslavnoj crkvi obeležili jednu nedelju, jedan dan, ali čitavu nedelju koja je posvećena svetom Grigoriju Palami. To je jedan susreti događaj koji se zbio samo prilike jednog veka posle velikog teologa Zapadne crkve Tome Akvinskoga. Susret se zbio između jednog solunskog arhijepiskopa pomenutog Grigorija Palame i Varlama, jednog teologa sa zapada, Varlama iz Kalabrije. Susret je u nekoj u opštem smislu, pogledu, govorio o dva
pogleda na hrišćansku crkvu istoka i zapada. Ne znam, ali mislim da taj susret nije urodio potpuno plodom. Otišli su i razišli su se svi sa svojim prethodnim ubeđenjima. Ali je nešto vrlo značajno. Značajno za nas. Dakle, 14. vek. Da je i onda osjećala se potreba za dijalogom. Kako ne bi, eto danas, kada bogoslovski fakulteti, posebno naših područja, imaju itekako mnogo toga zajedničkoga. I zato doživljavam i ovaj susret kao ličnu radost mojih koji su došli, dakle, ekipe moje male sa Bogoslovskog fakulteta iz Beograda, da evo koliko znamo i možemo doprinesemo vašoj radosti, a isto tako i vi ćete dozvoliti da deo ove atmosfere i radosti ponesemo i vratimo u naš Beograd i našu crkvu. Hvala vam još jednom na velikoj časti i radosti i neka je svako vam dobro i želim uspeha u daljem radu. Najlepša hvala, gospod protojerej Stavrofor, profesor dr. Dragomir Sando, za vaše pozdravne misli, s katerimi ste obogatili naše praznovanje. Med nami pa je tudi profesor dr. Mario Cifrak, dekan Katoliške teološke fakultete Univerze v Zagrebu. Vabim vas k besedi. Preuzvišeni gospodine nadbiskupe i veliki kancelaru, oče Stane, preuzvišeni gospodine apostolski nuncije, gospodo nadbiskupi i biskupi, veleučena gospođo prorektorice Univerziteta u Ljubljani, veleučeni gospodine dekane Teološkog fakulteta, veleučena gospodo prodekani, veleučeni profesori Sveučilišta u Ljubljani, poštovani djelatnici, dragi studentice i studenti, diplomantice i diplomanti. Čestitam vam vaš dan u ime Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovdje prisutnih prodekana, profesorice doktorice znanosti Ružice Razum, profesora doktora znanosti Nenada Malovića, svih naših profesora, djelatnika, studenata i u svoje osobno ime. Ono što vjerujemo traži od nas da prema tome živimo, djelujemo, ponašamo se. Prema pastoralnoj konstituciji Drugog Vatikanskog sabora Gaudium et Spes, dužnost je svega Božjeg naroda, osobito pastira i teologa, da uz pomoć Duha Svetoga slušaju, razabiru i tumače razna mišljenja našega vremena, te ih prosuđuju u svjetlu riječi Božje, sublumine verbi divini, kako bi se objavljena istina mogla uvijek dublje uočiti, bolje shvatiti i prikladnije izložiti. Isus je riječ koja bijaše u početku kod Boga i po kojoj je sve postalo. Uloga Krista i kršćana je uglaviti u Kristu sve na nebesima i na zemlji. Daje nam se slika crkve kao tijela, čija je glava Krist. Pa možemo ukratko reći na temelju poslanice Efežanima, crkva mora tek postati ono što već je. Crkva, dakle, boravi u svakom narodu i kulturi i nastoji prihvatiti sve za spasenje i posvećenje. Zato teologija uzima mnogostruke oblike u istraživanju plana spasenja. Teologija i teolozi su dar i zadaća crkve. Stoga Teološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani povodom njegovog dana čestitam i želim da bude u toj zadaći crkve Božje koja je u Sloveniji i u slovenskom narodu po novim
diplomanticama i diplomantima. Živjeli! Profesorju dr. Mariju Cifraku, dekanu Teološke fakultete v Zagrebu, se zahvaljujemo za izbrane besede. Pozdravil pa nas bo tudi docent dr. Šimo Šokčević, prodekan Teološke fakultete v Đakovu. Srdačno pozdravljam ovaj cijenjeni skup istim onim redoslijedom kako su to učinili i moji prethodnici. Radostan sam što evo mogu sudjelovati u ovom svečanom akademskom činu, te vam u ime dekana profesora dr. Ivice Raguža i cijele akademske zajednice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu izreći najsrdačnije čestitke na ovome danu, velikome kancelaru, dekanu, prodekanima, nastavnom i nenastavnom osoblju, studenticama i studentima vašega fakulteta, napose onima koji će danas primiti diplome. Čini mi se u ovoj prigodi, a u sklopu ove proslave koja se odvija u spomen svetoga Tome Akvinskoga u godini kada obilježavamo 20 godina od objavljivanja enciklike Fides et Ratio Ivana Pavla II, apostrofirati jednu rečenicu iz te enciklike u kojoj Papa kaže da je Toma Akvinski primjer kako se treba baviti teologijom. Zasigurno je mnogo razloga da nam upravo Toma bude paradigma za istinsko bavljanje teologijom, no izdvojio bih dva koja i Papa spominje, a to su Tomina ljubav prema istini i njegova sposobnost da svjetovnost svijeta uskladi s teškim i strogim zahtjevima evanđelja. Mogli bismo reći da je Toma tražio istinu gdje god se mogla pokazati, rasvjetljujući koliko je najviše mogao njezin sveopći značaj i zato ga s pravom nazivamo apostolom istine. No također treba reći i to da je Toma bio svjestan onoga što su mnogi današnji kršćani pomalo zaboravili, a to je da u svijetlu stranu evanđelja koja se odnosi na evanđelske riječi utjehe postoji ona tamna, stroga strana koja uključuje strah Božji i mržnju prema grijehu. U tom smislu i ovaj dan vjerujem da se može tumačiti kao trajna potreba ovoga fakulteta da svojim profesorima i studentima stavi za uzor anđelskoga naučitelja koji zapravo svima nama danas može biti učitelj kako u izbjegavanju svake neprirodne sklonosti da preziremo ovaj svijet i njegove vrednote, tako i u tome da ne odstupamo od nepromjenjivih načela nadnaravnoga poretka, bez obzira koliko to ponekad teško i zahtjevno bilo. Hvala vam na pozivu uz još jednom najsrdačnije čestitke. Docent dr. Šimo Šokčević, prodekan Teološke fakultete v Đakovu, najlepša hvala za vaše besede. Tkanina revna sem, raztrgan prt, pokapan z voskom umirajočih zvezd, ki padajo od tvojih mis v šelest polnočnih ur in se solzečih trt. Položi me čez mrzli prak svetišča, da vsaj oddaleč slutil bom želje, ki tvoje dobro polnijo srce. Razgrni me prek svojega dvorišča. Balantičevi verzi so nas uvedli v pesem Johna Livita, Kyrie iz Misa Festiva, ki jo bo zapel mešani pevski zbor naše fakultete pod vodstvom dr. Cecilije Oblonšek. Kyrie eleison.
nič v nič ne gre, nič ne umre, nič ne odmre, samo kot je ne ostaja, samo prehaja. Ne da bi videli, ne da bi vedeli, iz snovi v snov, kakor prekletstvo in kot blagoslov. Tako se nikoli ne neha. Večnost, ki bdi nad rodovitnostjo ptičjih gnezd in pesem pesnika neizpeta, veča svetlobo zvest. Pavčkova pesem z naslovom Veri nas vodi k njegovi drugi pesmi, Dober dan življenje, ki jo bo izvedla glasbena skupina Gimnazije Želimlje. Življenje visoko, veliko, večno kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v kdo ve kam. Skozi solzenja, cvetenja, zorenja, na severni in južni tečaj. In zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti. Dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica radosti. In tvoja pesem darim skrivnost. Življenje visoko, veliko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v kdo ve kam. Skozi solzenja, cvetenja, zorenja, na severni in južni tečaj, v dolino solz in na goro vstajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti. Dober dan,
Kot vsaka pesem je tudi naše življenje nikoli izpeta svetloba zvezd, kot poje Pavček. Pa naj bomo le raztrgan prt, pokapan z voskom umirajočih zvezd, ali pa hočemo biti, z besedami Balantiča, vitki vrč za Božjo kri. Letošnje slavnostno predavanje bo imel profesor dr. Janez Vodičar. Biti zvezda, biti prt, vedno na poti domov, neizpeta pesem. Vsi smo priče in živimo iz pričevanj. Zato je naslov njegovega predavanja In boste moje priče. Slavnostnega govornika vabim k mikrofonu. Spoštovani svečani zbor, potem ko homiletični direktori zatrdi, da homilija ni vaja v eksegezi niti kateheza, doda: končno, homilija ne sme biti priložnost za osebno izkušnjo pridigarja. Čeprav na mnogih mestih upošteva in poudarja, kako se ljudi globoko dotakne osebna izkušnja pridigarja, naj v njej ne bi bilo mesta za zgodovino, ki stoji za oznanjevalcem. Sklepali bi lahko, da svetujejo, naj se pridigar izogiba osebnega pričevanja pri homiliji. Pred oči si lahko hitro prikličemo razne krščanske skupnosti, kjer je temelj njihovega liturgičnega srečevanja prav osebno pričevanje. Tega vedno več najdemo tudi v katoliških prenovitvenih gibanjih. Gre za izrazit poudarek na osebni izkušnji, ki po njihovem mnenju šele omogoča pravo oznanjevanje. Vsi poznamo binkošni dogodek iz apostolskih del, da ne omenjamo apostola Pavla. Tudi v teh novozaveznih odlomkih gre za osebno izkušnjo, ki je posameznika prevzela in o njej sedaj pričuje. V katekizmu katoliške cerkve celo piše: kot priče ostalega ostajajo temeljni kamni njegove cerkve. Vera prvega občestva vernikov temelji na pričevanju konkretnih ljudi, ki so jih kristjani poznali in so večji del še živeli med njimi. Kako naj torej razumemo navodilo direktorija, ki odsvetuje pričevanje iz osebne izkušnje pridigarja? Čisto iz hermenevtične drže se lahko vprašamo, kaj pa naj verodostojno pričujem kot to, kar sem sam osebno izkusil? Ob tem ne smemo pozabiti, da v obsežnem delu apostolske spodbude papeža Frančiška Veselje evangelija, ki je namenjena homiliji, priporoči, da pridigarjeva beseda ne zavzeme preveč prostora. V istem členu je prav tako navedeno, da ne sme biti pridiga zabavna predstava, ki bi se ravnala po sodobnih medijskih dogodkih. Vsi vemo, da cerkveno učiteljstvo ne preganja pričevanja, se pa boji, da bi to zastrlo resnico, ki smo jo poklicani oznanjati. Pridigar naj torej ne govori o sebi, ampak o Bogu. Prav zato je sveti Štefan priča, ker pričuje za Jezusa in ne, ker je mučenec in umre za svoje ideje. Podobna skrb je tudi v splošnem pravilniku za katehezo, kjer je zapisano, da je katehet v bistvu le posrednik. V vsakdanjem življenju nekoga ne pokličejo, da bi pričeval o sebi, ampak o tem, za kar je poklican, kar določeno okolje želi preveriti in potrditi. Na sodišču ni pomembno, kaj priča meni, kakšen je njen oseben pogled na dogodek, ampak čemu je bila priča, da potrdi tako ali drugačno dogajanje. Pomembno je, da priča pričuje o dogodku, ki mu je priča, in ne o lastnih pogledih na to. Nekaj podobnega je z mojo vlogo danes tukaj pred vami. Moje mesto ni, da podajam svoje mnenje, da uporabim to priložnost za interpretacijo vsega, kar obdaja to prireditev. Od mene se pričakuje, da stojim za neko uveljavljeno tradicijo, kjer se mora na svoj način opravičiti pridobitev akademskega naziva z resnim in znanstveno podkrepljenim predavanjem.
Kaj bi pomagalo študentom kakšne fakultete, naprimer za farmacijo, če bi kdo pričeval o tem, kako mu je kakšno zdravilo pomagalo ali ne, če ne bi ob tem razkril kaj novega in pomembnega v sami strukturi konkretnega zdravila. Šele ko bo jasno, kaj je tisto, kar je v zdravilu napačno ali dobro, bo to mogoče s pridom uporabiti pri zdravljenju in napredovanju razvoja stroke. In tako bi lahko širili tak pogled na vsa raziskovalna področja, vse tja do zakonitosti človeške družbe in naše duševnosti. Prizadevanje, da bi pri svojem raziskovanju prešli vse mogoče idole, je navzoče vse od Francisa Bacona naprej. Res, da postmoderna vedno bolj opozarja na nemogočo zahtevo po popolni objektivizaciji, vendar še vedno velja, da je pričevanje posameznika daleč za ponovljivimi in demonstrativno dokazljivimi argumenti sodobnih raziskovalnih inštitutov. Osebni pogledi in lastni predsodki so pogosto le ovira na poti do zrele znanosti. Je za zahtevo potem, da bi moral pridigar pozabiti nase, na svojo lastno izkušnjo vere in da katehet naj ne bi po svoje interpretiral kulturnega okolja, skrita ista želja po objektivizaciji oznanjevanja. In so s tem vse krščanske skupnosti, ki tako intenzivno poudarjajo pričevanje njenih članov, v nasprotju s prizadevanjem nove evangelizacije. Naslov knjige, ki povzema smernice sodobnega oznanjevanja pri nas in temelji na usmeritve cerkvenih dokumentov zadnjih let, profesorja jubilanta Rafka Valenčiča nosi naslov Beseda in pričevanje. S poudarkem na pričevanju bi na tak način usmerjal oznanjevalno teologijo napačno smer. Še posebej, če se poglobimo v njeno vsebino. Če hočem biti katehet, pastoralni delavec za druge in z drugimi, potem se ne morem skriti za neko oznanilo, za neko objektivno vsebino, ampak mora biti ta vsebina, o kateri govorim, jo oznanjem, del mene samega, zatrjuje profesor Valenčič. Samo na tak način bom živel iz ljubezni in z ljubeznijo svojo poklicanost, saj Bog vedno uporablja le človeškega pripovedovalca. Kljub temu, da se od mene pričakuje akademski nastop, vas bi veliko bolj nagovoril moj pogled za tisto, za čemer stojim. Pogosto se mi dogaja, da so me in me še vedno dijaki, ko jim predstavljam tak ali drugačne filozofske poglede, vprašajo, kaj pa o tem sam mislim. Zavedam se svojega mesta in moči, ki mi ga daje mesto učitelja. Kljub temu, da govorimo o krizi avtoritete in jo na primer učni načrt za osnovno šolo verstva in etika pojmuje kot priložnost za indoktrinacijo, brez nje ni zdravega odraščanja. Mladostnik bo vedno iskal avtoriteto, ki ga bo nagovorila in mu ponudila neko možno ilustracijo tistih vrednot, ki so vredne, da jim sledi v življenju. Sodobni pedagogi se vedno bolj vračajo k poudarjanju vzgojiteljeve in učitelje avtoritete. Znani ameriški pedagog Clifford Mace zapiše: ko se učitelj in učenec srečata na nek način usodno, razred postane prostor resničnega življenja. Nekakšna kontrakultura prostoru življenja kot nasprotje obkrožujoči kulturi smrti, temu močvirju surovosti in hitre spolnosti, brez ljubezni in odgovornosti, kulturi smešne moralne izčrpanosti posameznikov pred digitalnimi in samooklicanimi bogovi, tistimi, ki promovirajo preko porabo zdravil, pijač in hrane, ki zadovoljijo naše čute, ne morejo pa nikoli utišati kričanja našega srca, ki je izdalo samega sebe. A prav srce lahko živi v pravem srečanju učitelja z učencem v egzistencialno avtentični coni razreda. Samo tako bomo kot učitelji, kateheti, pastoralni delavci lahko skrbeli za celega človeka, še poudarja Mace. Teološko izhodišče, da smo ustvarjeni iz ljubezni in za ljubezen, je mogoče prepoznati tudi v želji mladostnikov, da bi čutili, za čem stoji njihov učitelj, kdo sploh je ta, ki jih poučuje.
Pri tem bi akademsko iskanje objektivizacije in skrivanje za naslove bolj motilo, kot vodilo k pristnemu procesu učenja. Drugače povedano, čeprav mora učitelj skrbno izvajati naprej postavljene normative, je hkrati temeljno, da ta okvir spoštuje in odgovarja na izražene potrebe teh, za katere skrbi. Še bolj bi o tem lahko trdili pri oznanjevanju. Če je zgolj poučevanje brez velikih vzgojnih poudarkov v šoli še na nek način sprejemljivo, pri katehezi in pridigi zgolj podajanjem dejstev krenili iz temeljne teološke usmeritve oznanjevalne teologije. Njen temelj je namreč skrivnosti učlovečenja. Filip mu je rekel: Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je dejal: Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moraš ti reči, pokaži nam očeta? To je zapisal tisti, ki daje težo in verodostojnost prav lastni izkušnji. To je učenec, ki o tem pričuje in je to napisal in vemo, da je njegovo pričevanje resnično. Prav v Janezovem evangeliju naj bi se po besedi Jezusu Bog dokončno razodel. Pričevanje, ki ga Jezus kot človek daje, je ne le pričevanje o očetu, ampak se v njem samem, tako v njegovih besedah, njegovih dejanjih in končno rojstvu in smrti razodeva sam Bog. On sam je beseda. In ko se katekizem katoliške cerkve sklicuje na Tomaža Akvinskega, poudarja, da je Bog postal človek, zato da bi mi postali Božji. Če je Kristus ne le priča, ampak tudi pravi Bog, smo v resnični združitvi z njim, tudi mi vsej svoje človeškosti priče Boga in ne zgolj sebe. Da pojasnim svojo izkušnjo. Odraščal sem vasi, kjer so bili stari očetje bolj stvar pravljic kot dejstvo resničnosti. Veliko bolj sem bil navajen starih mater v njihovih vdovskih črnih oblačilih. Nam, otrokom tretjega rodu, ni bilo to nič posebnega. Niso nam pripovedovale o svojih pogrešanih možeh ali starejših sinovih. Bile so pobožne in delavne ženice, ki so nas vzgajale k delovnosti, skromnosti in pobožnosti. Ne spominjam se jih kot zagrenjenih ali sovražnih do kogarkoli, še manj, da bi svojimi izkušnjami kogarkoli obremenjevale. Živo pa so mi pred očmi zimski prizori, ko smo delali zobotrebce. Navada je bila, da smo se zbirali po hišah in med delom klepetali. Podobno kot mi otroci so počele to tudi stare mame. Pogosto smo se znašli skupaj razposojeni otroci in črno oblečene ženice. Naši starši so bili ali po službah ali zunaj pri kakšnem drugem delu. Radi smo jih poslušali. Včasih pa so pogovori zašli na skrivnostna pota. Nismo razumeli, zakaj so nas napodile v drug prostor, ko so se začeli pogovarjati o svojih pokojnih možeh ali sinovih. Prav to je še povečalo našo radovednost. Kljub temu, da smo bili v drugem prostoru, smo vlekli na ušesa, kaj vendar si pripovedujejo. Kljub temu, da nismo razumeli veliko, se še živo spomnim tihih glasov in vzdihov. Nič o tem, kdo je tega ali onega ubil, nič o maščevanju ali zameri. Le spraševanje, kako bi lahko bilo temu ali onemu v zadnjih trenutkih, obujanje spomina na zadnja srečanja, kdo ga je na koncu videl in predvsem želja, da bi smele prižgati vsaj svečo na njegovem grobu. Saj smo vedeli, o kom govorijo. Vsak sveti večer in ob vseh svetih smo morali moliti 10 zanje, a kaj več nismo zvedeli. Vedele so, da je bolje o tem molčati, kot če nam, tretjemu rodu, nakopati težave, saj je bilo takrat vse naokrog le eno samo praznovanje zmage revolucije in niso želele, da bi odraščali z oznako izdajalcev. Vsaj tako danes to razumem. Šele veliko pozneje sem se dobro zavedal, kaj so te žene in matere pretrpele. A tega niso pričevale. Ob njih nikoli nisem slutil bolečine. Slutili pa smo zvestobo, skrb
in vero prav njihovih mož in sinov. Brez želje po maščevanju in brez danosti v usodo so se v svetu obveznih oddaj in zmerjanj z izdajalci prebijale svojimi nedoraslimi otroki, da smo mi, otroci njihovih otrok, živeli bolj ali manj normalno življenje. Nikakršne želje po pričevanju, ki bi njihovo bolečino poveličevalo, nisem slutil, še manj pripravljenosti, da bi pisale svoje spomine. A eno je živo navzoče v nas preživelih. Pričevale so svoje pobite može in sinove, njihovo resnico in njihovo zvestobo domači zemlji in veri. Stale so za resnico, ki je bila daleč od zgodovinsko priznane in raziskane. Bila pa je resnica življenja, ki jim je dala moč preživetja, nam pa zavezo do domače zemlje in vere. Res je, da bo brez kemične strukture farmacevt težko našel novo zdravilo. Brez dobrega znanja fizike ne bo napredka v naravoslovju. Če pa smo tu na naši fakulteti in boste, spoštovani diplomanti, prejeli svoje listine o zaključku študija, je še veliko bolj res, kaj z določeno objektivno resnico naredimo. Pri geštaltu dobro vemo, da ni vse v dejstvu, kaj se nam je zgodilo. Veliko več je v tem, kaj bomo s tem konkretnem življenju storili. Resnica farmacevta ni le v kemični strukturi, še veliko večja resnica je v tem, kaj bo to zdravilo povzročilo. Ko v zaključnih delih geštaltistov smem brati, kaj vse so pridobili s pričevanjem drugih, se z njimi veselim, da zmorejo še v tako težkih trenutkih drugih videti in upati, da ta gola resnica ni zadnja, ampak odpira vedno nove možnosti za tisto pravo odrešensko resnico. Lahko si je nadeti kravato, lahko si je obleči talar, še lažje komu mahati pred nosom s tako ali drugačno doktorsko, magistrsko, diplomsko ali zaključno listino, se skriti za tak ali drugačen naslov. Vedno znova pa se bodo ljudje spraševali, kaj stoji za tem. Nobena obleka ali listina ne bo pomagala, če ne bomo imeli v sebi trdnosti in zakorenjenosti, kot sem sam to doživel o prej omenjenih starih materah. Kot je sveta mati Terezija v preprostem dejstvu, da je v pravem trenutku dobila zdravilo, ki ga je kdo potreboval, videla znamenje Boga in bi kdo pri tem le zamahnil z roko, da pač gre le za naključje, je tudi pridigar in katehet poklican k temu pričevanju. Pričevanju, ki bo temeljilo na dejstvih preteklosti in interpretiralo z resnico ljubeče skrbi za prihodnost vseh ljudi. Tudi vi, spoštovani današnji slavljenci, ste danes poklicani, da pričujete, kako resnica ni le dejstvo, ampak se mora od te resnice živeti. Svetu, ki raziskuje, dodajte svet, ki upa. Svetu, ki uživa, vrnite svet odgovornosti. Svetu strojev vrnite človeka. Le tako bomo lahko spet upali, da se vrača doba anateizma, Bog po božji smrti, kot piše irski mislec Richard Carney. Ponovno vračanje Boga je lahko bučno in na krilih uničenja. Lahko pa je v pričevanju teh, ki se odgovorno sprašujejo, kaj bomo počeli s še tako veliko znanstveno objektivno resnico. Kdor bo tako pričeval, stal za temeljno resnico skrbi in zavzetosti za druge, bo dosegel namen tako kateheze kot homilije. Skupaj s pesnikom Balantičem lahko zaključimo. In spet sem vitki vrč za božjo kri, spet kopljem zemljo kot nekdanje čase, življenje s polnimi cvetovi raste, po nižnih bosih nog se prst drži. Sebi in vam, spoštovani, želim, da bi bili vedno ta vitki vrč polni božje krvi, ki naj odžeja za resnico, zavzetosti, za življenje vseh ljudi. Hvala lepa za pozornost.
Profesor Vodičar, najlepše hvala za vaše pričevanje. Z Balantičem pa bi lahko nadaljevali. Naj čez me k tebi hodijo ljudje, naj mi obraz oskrunijo noge, ubogih mojih bratov noge gnojne. Vsi pričujemo. Vprašanje je le kaj. Dijakinje in dijaki gimnazije Želimlje nas bodo povabili k pričevanju s pesmijo Pričeval ljubezen bom. Ponovno jih pozdravimo z aplavzom. Vsi glasovi, kar jih je, vsake sanje, ki prav drzno iščejo izvod ljubezni le. Vsaka črka, vsake zgodbe, vsaka mrak, ki vodi me. Ki sega k tebi, da svoj mir bi ti ponudila. Vsako skromno dobro delo, vsak korak, ki vodi me, vsako upanje v srcu, ljubezni priča je. Spoštovani gostje, sledi podelitev zaključnih listin. Dovolite, da vam najprej predstavimo nekaj statističnih podatkov. Študij na prvi stopnji je zaključilo 20 študentov. Univerzitetni študijski program prve stopnje, teološki in religijski študiji 16 študentov.
Univerzitetni dvodisciplinarni študijski program prve stopnje Teološki študiji v povezavi s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani 2 študenta. Skupni univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Teološki študiji v povezavi s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru 2 študenta. Študij na drugi stopnji je zaključilo 49 študentov. Enoviti magistrski študijski program druge stopnje teologija 15 študentov. Drugostopenski magistrski študijski program religiologija in etika 6 študentov. Drugostopenski magistrski študijski program zakonski in družinski študiji 26 študentov. Drugostopenski dvopredmetni magistrski pedagoški študijski program teologija 2 študentki. Znanstvene naslove je doseglo 6 doktorjev znanosti. Programe za izpopolnjevanje je uspešno zaključilo 61 udeležencev. Od tega program zakonska in družinska terapija 24, duhovno izpopolnjevanje 8, karitativno delo 14 in gestalt pedagogika 15. Diplomantkam in diplomantom bo gospod dekan izročil diplomske listine. Že sedaj vsem čestitamo, zaploskali pa bomo vsem skupaj po končani podelitvi. Sedaj pa na oder vabim strokovne delavce referata, oba prodekana ter gospoda dekana, da podeli listine. Univerzitetni študijski program prve stopnje teološki in religijski študiji v Ljubljani Denis Ališič. Urška Fele. Aljaš Kranc, Tina Lipar. Nika Povše. Kristina Trstenjak. In Klara Zaletel. Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološki in religijski študij v Mariboru so uspešno zaključili Natalija Feguš, Amanda Fingušt. Eva Gern. Viktorija Knez. Špela Mihalič. Jasmina Mikov. Samo Pučnik. Monika Pušenjak. In Jan Šmarčan. Univerzitetni dvodisciplinarni študijski program prve stopnje teološki študij v povezavi s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani sta uspešno zaključila Nejc Primc in Damjan Škrabanja. Skupni univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje teološki študij v povezavi s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru
sta uspešno zaključila Matic Strelec in Mateja Vidovič. Enoviti magistrski študijski program druge stopnje teologija Aljaž Baša. Matild Domič. Dominik Janez Herle. Simon Jeglič. Branko Jurjevčič. Klemen Košir, Matic Lesjak. Primož Meglič. Marko Mrlak. Miroslav Pavšek. Ana Pišek. Rok Pogačnik, Peter Stele. In Jona Janez Vene. Ter Matej Vinojčič. Drugostopenjski magistrski študijski program Religiologija in etika so uspešno zaključili Urška Flisar, Tamara Horvat Madjar, Alen Krančan, Karmen Kunc, Diana Ovčar, in Majda Žužek. Drugostopenjski magistrski študijski program Zakonski in družinski študiji v Ljubljani Polona Brglez. Anja Brinovec. Nastja Colnerič. Lili Dežman. Sanja Jeriček, Katja Kastelic in Eva Lavrih Gabriel. Vit Lutman, Ana Porenta, Ana Rožman, Tanja Trivič in Primož Vavpotič. Drugostopenjski magistrski študijski program Zakonski in družinski študiji v Mariboru so uspešno zaključili Majda Baligač, Ines Belšak, Vratislav Brek, Leonida Filip, Ljubica Goričan, Katja Muršič,
Rok Nemeček. Andreja Pisnjak, Barbara Potočan, Polona Stanek, Mojca Šanca. Kristina Šumak, Drago Švajger, in Petra Turk. Drugostopenjski dvopredmetni magistrski pedagoški študijski program teologija v povezavi s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani sta uspešno zaključila Marjana Batistič in Ana Cesar. Doktorat znanosti na programu teologija, doktori znanosti prejmejo listino na univerzi, so dosegli Mateja Centa, Matej Hedl in Iva Nežič Glavica. Doktorat znanosti na programu zakonska in družinska terapija Milena Lipovšek, Alja Stvarnik, Blaž Žabkar. Sledijo programi izpopolnjevanja. Program izpopolnjevanja duhovno izpopolnjevanje Ksenija Aničič Valenčič, Branka Grdiša, Žanet Johan, Jože Motalen, Marija Rančigaj, Nikolaj Rupnik, Marko Sabotič in Polonca Sokol. Program izpopolnjevanja gestalt pedagogika Lili Baltič, Mateja Brinovec, Mateja Frangeš Rozman, Mojca Grešak, Mihaela Kastelec, Evelina Kukovec, Petra Kušar Stojakovič, Iva Nežič Glavica, Sanja Obaha Brodnjak, Špela Pahor, August Stremfl, Hannes Stremfl, Tamara Tekavec, Martina Verbovšek, in Sabina Zupan. Program izpopolnjevanja zakonska in družinska terapija Jernej Buzeti, Mojca Drnovšek, Mateja Farič, Darja Gebert, Ljubica Goričan, Lina Hasovič, Sanja Jeriček, Špela Klemenčič. Urška Kranc Jakša, Sandra Kuhar,
Janja Lamberger. Milena Markovič. Ana Marija Marold, Mišela Mavrič. Vesna Nagel. Gašper Peternel, Petra Polak. Jasmina Rački, Mojca Sajovic. Petra Turk. Maja Vatovec. Monika Vuk. Barbara Zgonik. In Sara Žvikart. Program izpopolnjevanja karitativno delo. Božidar Bračun. Boris Cafuta. Barbara Godler, Saraja Hribernik, Mojca Kepic, Jožef Kociper. Štefan Kušar. Saša Lotrič. Andrej Omulec. Benjamin Puhan. Andrej Sraka. Apolonija Šporin. Cveto Uršič. In Helena Zevnik Rozman. Čestitamo vsem, ki so uspešno zaključili svoj študij na naši fakulteti in jim želimo, da bi vedno stali kot verodostojne priče modrosti in pozornosti do vsakega človeka, ki so jo prejemali v času svojega študija. Sedaj pa vabim Aljaža Bašo, da v imenu vseh, ki ste danes prejeli zaključne listine, izrazi zahvalo. Spoštovani, v imenu vseh, ki imamo danes v rokah potrdila, diplome, magisterija ali doktorate, se želim zahvaliti tistim, ki so zaslužni za ta naš uspeh. Zaslužni papež Benedikt XVI je zapisal, da je poslanstvo učinkovito, morajo biti skupnosti enotne, to pomeni, da morajo imeti eno srce in eno dušo. Obenem pa morajo biti pripravljene, da pričujejo o ljubezni in veselju, ki jo je Sveti Duh vlil v srca vernih.
Vsi, ki smo danes tukaj zbrani, lahko rečemo, da se to kaže tudi v delovanju in poslanstvu Teološke fakultete. Zato ste zaslužni vi, gospod dekan, prodekani, profesorji, asistenti, osebje referata, knjižničarke, hišniki, čistilke in ostali zaposleni na Teološki fakulteti. Zaslužni ste zato, ker se v svojem poslanstvu trudite biti njegove priče. In danes vam vsi izrekamo zahvalo za to vaše pričevanje, da se trudite pričevati vsak na svoj najboljši možen način. Dragi profesorji, hvaležni smo vam za vaše posredovanje modrosti, za vaše spodbude, vašo vztrajnost in vaše potrpljenje. Hvala, da ste se vedno trudili biti pošteni in pravični. Učili ste nas za življenje, nam odpirali poglede in širili obzorja. Teološka fakulteta je mesto, kjer se govori o Bogu. Ni pa samo mesto govora o njem, ampak tudi mesto življenja z njim, mesto, kjer se ga odkriva in mesto, kjer se z njim lahko gradi odnos. Spoštovani profesorji, vaš trud je naš uspeh. Naš uspeh je rezultat vašega dela in vašega truda. Hvala. Zahvaliti se želim tudi našim staršem, bratom in sestram, sorodnikom ter vsem, ki ste nam ob lepih in težkih trenutkih študija stali ob strani in nam omogočili kvaliteten študij na Teološki fakulteti. Hvaležni smo tudi našim škofom, vodstvu bogoslovja in vsem, ki ste na kakršenkoli način prisotni v življenju Teološke fakultete. Pred nas, diplomante, sedaj stopa vprašanje, kako pridobljeno znanje na Teološki fakulteti udejanjiti v svojem življenju. Sveti papež Janez Pavel II. Je zapisal, da je poslanstvo cerkve najprej, da pričuje in da je zgled drugim, nato pa pride na vrsto njeno delovanje. Tertulijan pa nam pripoveduje, kako se je to pričevanje in dajanje zgleda dogajalo v zgodnjih dneh krščanstva. Takrat so se pogani spreobračali, ko so videli ljubezen, ki je vladala med kristjani. Glejte, so govorili, kako se ljubijo med seboj. Dragi prijatelji, vsi kristjani smo poklicani, še bolj pa mi teologi, da oznanjujemo, da pričujemo zanj. Papež Frančišek nam naroča, da je v velikem Božjem načrtu pomemben vsak detajl, tudi tvoje in moje majhno ter ponižno pričevanje, tudi tisto skrito pričevanje nekoga, ki preprosto živi svojo vero v vsakdanjosti odnosov v družini, službi, med prijatelji. Kdor nas posluša in nas vidi, naj bi v naših dejanjih prebiral to, kar sliši iz naših ust. Spoštovani, svojo zahvalo želim skleniti z besedami iz nam znane himne, ki smo jo danes že slišali. Vivat Academia, vivant professores, vivat membrum quod libet, vivant membra quelibet, semper sint in flore. Hvala. Sanje so del življenja. Vsi stremimo v trenutke, ko se te uresničijo. Tja nas želita popeljati nekdanja želimeljska dijaka Peter Kajzer na violončelu in Blaž Podobnik na klavirju. Diplomanta Akademije za glasbo bosta izvedla skladbo Po sanjah skladatelja Gabriela Foreja.
V primerih, ko študenti izdelajo izjemno kvalitetna diplomska ali magistrska dela, Teološka fakulteta podeljuje Tomaževo nagrado. Na oder vabim docenta dr. Marija Jožeta Osredkarja, da nam prebere utemeljitev, ter velikega kanclerja monsignora Stanislava Zoreta in dekana, da podelita nagrado. Študent Jona Janez Vene se je v svojem magistrskem delu postopil raziskovanja krščanskih skupnosti na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki, kjer sicer danes biva večinsko islamsko prebivalstvo, kristjani pa so v veliki manjšini. V zadnjih desetletjih se položaj teh skupnosti zelo spreminja. Zaradi islamskega nasilja nad kristjani, vojn in težkih razmer za preživetje se število kristjanov manjša. V magistrskem delu je predstavil položaj krščanskih skupnosti v 21 državah Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. V zgodovinskem pregledu je avtor najprej pokazal, da so krščanske skupnosti regije najstarejše še delujoče znotraj krščanskega sveta. Avtor ugotavlja, da so se ohranile v tistih okoljih, kjer so imele podporo v različnih družbenih strukturah. Tukaj mislimo v prvi vrsti na klan, rod, pleme, narodno manjšino in ostale oblike družinskih razmerij. Naprimer, maroniti v Libanonu, asirska in kaldejska cerkev v Iraku, sirska pravoslavna cerkev v Siriji, pravoslavni v Sudanu. Krščanske skupnosti so ostale v tistih okoljih, kjer so nadomestile aparat propadlih držav imperijev, naprimer ekumenski patriarhat v Carigradu namesto Bizanca, kopti v Aleksandriji namesto antičnega Egipta, melkiti v Siriji namesto Bizanca. In obratno, zaradi različnih cerkvenih struktur so se ohranile manjšine. Praktično v vseh teh državah se krščanske skupnosti soočajo z različnimi oblikami preganjanja. Če že ne govorimo o institucionalnem, lahko govorimo o individualnem preganjanju. Kot razlog za preganjanje avtor navaja, da je problem v preveliki povezanosti med muslimansko vero in politiko. Verski voditelji so postavljeni kot nekakšna nadoblast, ki lahko posega v delovanje države. Primeri Irana, Iraka, Saudove Arabije, Egipta, kjer se verski voditelji pogosto mešajo v vladanje. Islam namreč ni osvojil delitve oblasti na versko in posvetno oblast in ravno v tej nedorečenosti lahko prihaja do zlorab v imenu vere. Avtor je mnenja, da mora islam počasi začeti spoznavati, da je prišel čas za renesanso po načelih sodobnega sveta in ne v vračanju v zlato dobo kalifov v 7. stoletju. Avtor magistrskega dela se je posluževal tuje literature, prav tako pa informacij iz prve roke in zelo realno pokazal na položaj krščanskih skupnosti v bližnjevzhodnih, pretežno muslimanskih državah. Z magistrskim delom je dokazal, da obvlada raziskovalno delo na področju religiologije. Delo je zelo zanimivo in dobro pripravljeno ter zasluži Tomaževo nagrado.
V študentskem svetu so se odločili, da bodo tudi letos podelili naslov za najboljšega asistenta, za najboljšega profesorja in najboljšega strokovnega delavca preteklega študijskega leta. Prosim predsednico študentskega sveta Teološke fakultete Urško Fele, da prebere utemeljitve in podeli priznanja nagrajencem. Lep pozdrav še v imenu študentskega sveta Teološke fakultete. V prejšnjem tednu so potekale volitve za izvolitev najprofesorja, asistenta in strokovnega delavca. Izidi pa so sledeči. Za najprofesorja je bil izvoljen izredni profesor dr. Maksimilijan Matjaž. Še utemeljitev. Je predavatelj pri katedri za svetopismo in judovstvo. Je strokoven, razgledan in pri svojem delu zelo natančen. Študentom razloži snov tako, da jo razumejo in ponotranijo. Znanje, ki ga predaja svojim študentom, bodo le-ti lahko uporabili tako na strokovnem področju, kot tudi v svojem vsakdaniku. Vedno je pripravljen prisluhniti in nuditi dodatno pomoč za razumevanje snovi. Za najasistenta je bil izvoljen asistent dr. Matjaž Celarc. Asistent dr. Matjaž Celarc je asistent pri katedri za svetopismo in judovstvo od leta 2016, je študijski prefekt v Bogoslovnem semenišču. Na Teološki fakulteti v Ljubljani je koordinator za laiške študente. Kot organizator in pobudnik tako poleg predavanj pomaga tudi na področju same promocije fakultete in organiziranja svetih maš. Pri vsakem delu je zanesljiv in natančen. Študentom je vedno pripravljen pomagati tako na študijskem področju, kot tudi v vsakdanjem življenju. In še najstrokovni delavec oziroma strokovna delavka. Izvoljena je bila magistrica bibliotekarstva Anja Jerše. Skoraj vedno, ko študent vstopi v knjižnico, ga tam pričaka vedno nasmejana, vesela knjižničarka Anja. Vedno je pripravljena pomagati študentom pri iskanju njihove literature za študij, čeprav je to včasih težko, ker še sami čisto ne vemo, kaj bi radi. Študentom da vedeti, da smo v knjižnici vedno dobrodošli, pa če tudi le za kratek klepet, po katerem vedno odidemo nasmejani. Čestitke vsem. Ustvaril si me neskončnega, tako ti je bilo všeč. Spet in spet prazniš to krhko posodo in jo venomer polniš z novim življenjem. To piščalko iz trsja si nosil čez hribe in doline in igral na njo večno nove napeve. Ob nesmrtnem dotiku tvojih rok mi drobno srce prekipeva v veselju in je clja neizrekljive besede. Tvoje brezmejne darove prestrezam, samo s temi drobnimi dlanmi. Tisočletja minevajo in vendar mi še zmeraj nalivaš in še zmeraj niso polne. Kaj bi nas lepše uvedlo kot Tagorejevi verzi iz Darovank? Naj bo tudi to čestitka našemu jubilantu, profesorju dr. Rafku Valenčiču,
Ob tej priložnosti mu bo gospod dekan izročil znanstveno monografijo, ki je izšla ob njegovem življenjskem jubileju. Čestitamo laureatu in mu tudi v prihodnje želimo obilo polnjenja te še tako krhko posode, da bo prekipevala v veselju vsem nam. Na oder vabim docenta dr. Andreja Šegulo, urednika monografije, da nam jo na kratko predstavi, gospoda dekana, da jo podeli in seveda slavljenca, saj brez njega ne gre. Cenjeni gostje, spoštovani vsi navzoči. Profesor dr. Rafko Valenčič je v preteklem letu obhajal okrogli jubilej 80 let življenja. Ob tej priložnosti smo na Teološki fakulteti v sodelovanju z založbo Družina pripravili monografijo z naslovom Božje oznanilo sodobnemu človeku v kontekstu z današnjim slovesnim predavanjem. Želimo si, da ta monografija izveni kot zahvala in priznanje profesorju dr. Rafku Valenčiču za njegovo dolgoletno delo, trud in prizadevanje, ne samo na področju pastoralne teologije, ampak veliko širše, kot uredniku cerkvenih dokumentov, voditelju raznih malih občestev, kot glasbeniku, pisatelju. Za voščilo praznikov pa si izposojam besede našega dekana, profesora dr. Roberta Petkovška, ki jih je zapisal v uvodniku, takole pravi: Prijatelji ga poznamo kot mladeniča, ki ga visok življenjski jubilej ni spremenil. Ostaja poln dobre volje in delovnih načrtov, pozoren do prijateljev in neutruden v delu, neomajen v ljubezni do cerkve in v pozornosti do ljudi, v vsakdanu redoljuben, dober gostitelj z vedrim pogledom naprej. Spoštovani gospod profesor dr. Rafko Valenčič, iskrene čestitke in Bog vas živi. Knjiga je res čisto sveža, za las nas je ujela, prišla je ob 10 v dvorano. Gospod profesor Valenčič pa je tudi poznan po svojem prijateljstvu z našimi hrvaškimi sosedi in zlasti tudi z Đakovom, in se opravičujem, da sem prej spregledal navzočnost Đakova tukaj in našega prijatelja Šimeta, dobrodošli. Tudi z Đakovom gojimo lepe prijateljske odnose. V dvorani pa sem opazil tudi, fakulteta ima namreč častne senatorje, akademika profesorja dr. Kajetana Gantarja, lepo pozdravljeni. Profesor Gantar je poleg akademika Alojza Rebula naš častni senator, dva imamo. Lansko leto smo imenovali za častnega senatorja profesorja Janeza Zupeta, ki pa se je kmalu potem izmed nas tudi poslovil in lahko rečemo danes requiescat in pace. Lahko pa sedaj prosimo še gospoda profesorja Valenčiča za kakšno besedo. Če ne bom predolg. Beseda, ne predavanje. Ker me na nekdanji župniji pri Svetem Petru in enako tudi v Trnovem, kjer zdaj bivam, vedno opozarjajo, bodi kratek pri pridigi. No, pa nisem tako dolg. Ja, če si vajam predavanj. Bi tole rekel, kratek spomin.
Pri Svetem Petru sem bil 37 let in tam sem imel priložnost, da sem še nekaj let spremljal pokojnega profesorja Josipa Demšarja, bil je tudi profesor na Teološki fakulteti za katehetiko. Rekli so, da njega nisi mogel prej pozdraviti, ker te je on prvi pozdravil. In tudi nikoli ga nisi mogel kaj vprašati, ker je on tebe vpraševal. In se spomnim, ko je ob njegovi 100-letnici, umrl je leta 80, star 104 leta, prišel njegov nekdanji učenec Edvard Kardel mu voščit in je profesor Demšar spraševal Kardelja, pravi, gospod predsednik, kako pa je s samoupravljanjem? No, tisti, ki se še tega spominjate, boste vedeli, kaj je to pomenilo. Dejansko je, tudi ko so se srečevali ali v hiši ali na hodniku, vedno imel vprašanja, kaj pa še delate, pa kaj je to, pa kaj ono. Tako da je ostal nekako vir te življenjske radovednosti, pa ne samo tega, tudi hvaležnosti. Nekateri so, še danes se spominjajo to, spovedanci njegovi so rekli, moramo teh Demšarju k spovedi, da te vsaj kdo pohvali. No, kakorkoli, že nekaj sem si zapomnil iz njegovega življenja in to je, ohranil je do konca tisto uboštvo duha, ki je prepričljivo tudi evangeljska zapoved. Prvi blagor, uboštvo duha, vedno lahko nekaj novega zveš, pa ne karkoli, ampak kar je potrebno za tvoje življenje. To ni več znanje, ampak to je spoznanje. In to želim bodisi vam, ki ste danes prejeli diplome na Teološki fakulteti, pa tudi vsem nam, začenši od najstarejšega do najmlajšega. Vivant sequentes. Hvala. Zaključujemo slavnostno akademijo. Vsem navzočim se zahvaljujemo za pozornost in udeležbo. Posebna zahvala pa velja tistim, ki so sodelovali pri izvedbi današnjega programa. Po končani prireditvi ste, spoštovani častni gostje in diplomanti, vabljeni na pogostitev v prostore nadškofije. Diplomantke in diplomante pa prosim, da se mi po skupinah pridružite na odru za skupinsko fotografiranje. Želimo vam prijetno druženje.